Pokazali smo vam že električnega Megana in ta je narejen na povsem samo svoji ekskluzivno električni platformi, narejeni seveda samo za električne Renaultje. No, ta električni Twingo pa je povsem enak bencinskemu Twingu in tudi nastaja na istih proizvodnih trakovih tukaj v Novem mestu v Revozu. Ampak da lahko oba Twinga, tisti brez emisij in pa tisti z nekaj emisijami, nastajata tukaj zadaj na istih proizvodnih trakovih, pa so morali Novomeščani narediti kar nekaj prilagoditev. Vstopimo, poglejmo. Bistvena prilagoditev Revozove proizvodnje na električnega Twinga je seveda novi dodatni obrat – sestavljalnica baterij. Ta masa kakšno funkcijo ima? Ta masa ima funkcijo prevoda toplote na module. Spodaj imamo hladilnik in s tem prevajamo toploto k modulom. Tukaj je 8 modulov, ki so predpripravljeni že, jih zvežemo skupaj, sestavimo skupaj. Celice pa koliko noter? 12 v vsakem modulu, 96. Skupna kapaciteta, se Skupna pravi malo... kapaciteta nominalna je 23 in še nekaj, uporabljamo 22,6. Se pravi, imamo 12 celic na modul, 96 celic. Kako ste že rekel po francosko? Kader baterije. Kader. Mi smo na pol Francozi in pol poslovenimo to, ne. Drugače pa tudi podnožje baterije lahko, ne. To je izredno tehnični del. Spodaj je in hlajenje, je aluminij, ki je varjen, gor je ogromno vijakov, ker če imamo prevelike momente, se ti lahko iztrga. Vse tole, kot tukaj vidite, so zmečkljive cone. Se pravi, da če se že zmečka, se v bistvu tukaj zaključi. Ja, v bistvu glavni cilj je, če je prometna nesreča za strani, da se modul ne poškoduje. Samo to se ne sme zgoditi, vse ostalo se pa lahko. Zakaj pa sem noter ne smeva? Kaj se tukaj počne? Prišli smo do oddelka, kjer polnimo baterijo. Napolnimo jo na 65%. Notri imamo 8 delovnih mest. Kapaciteta teh delovnih mest je 12 baterij na uro. To že spada kot hitro polnjenje. Ja, tukaj so 60-amperske varovalke, to mi napolnimo do 65% v približno 30 minutah. In to ni CCS, ampak je. Tudi tukaj avtomat vklopi, ni človeka, notri ni človeka. Se tudi boljš, da ga ni. So visoke napetosti. Pri bencinskih avtomobilih vi date noter zelo malo goriva. Zakaj tukaj 65%? Zelo enostavno. Doseg. 5 litrov benzina je približno 100 km, 65% je tudi 100 km. Vsak proizvajalec ima nek standard in izkušnje, koliko je treba napolniti, da pride do končnega kupca. In to je tisto ponovati 100 km, ki je... Ja, približno 100 km imamo. To gre glih lučka sveti. To je rdeča cona. Tukaj delamo 400 volt. Vleka lahko prenese 1000 voltov, je antistatična, antikislinska. Vidite, tudi nosijo vizirje. Varnostna ocena je taka, da pač na tem delovnem mestu to potrebujejo. Trenutno v Novem mestu v enem delovnem dnevu sestavijo skupno 460 avtomobilov. Dobre 2/3, 200 jih je električno gnanih, 60 Smartov in 140 električnih Twingov, ti Renault izdeluje ekskluzivno v Sloveniji. No, sprehod nadaljujemo tam, kjer baterije dobijo kolesa. Platforma v bistvu določa samo to, kje so pritrditvena mesta. Kako vi to sestavite na nek način, kot Lego kocke, ne? Oba tipa vozil imate enake fiksacije vseh elementov tukajle. Edina razlika je, prej ste videli, rezervoar goriva je bil na tej strani, baterijo imamo bliže
sprednjemu delu. To je postavljeno zato, da je v bistvu boljša masna razporeditev. Je tako. Motor bi lahko bil tudi tukaj spredaj. Motor bi lahko bil spredaj, vendar ne v tem konceptu platforme. Sprednji del je namenjen za hlajenje, za druge elemente, za letov in prostora tukaj nimamo. Če bi ga koncipirali, bi ga pa imeli. Se pravi, točno zaradi tega govorijo, da so ene platforme delane kot električni avtomobili, druge pa tako. Namensko izdelane platforme za električne avtomobile imajo po večini možnost, da se da motor spredaj ali zadaj, ali pa in zadaj. Tako da imajo večjo možnost izbire. Tukaj le noter, kaj pride? To je pa en zanimiv element in sicer tole rečemo po francosko accès pompier. Po slovensko se pa reče temu v bistvu, bomo še enkrat, ker moram prevesti, ker je zelo zanimivo in ste lepo opazili. Če bi se baterija poškodovala in užgala, lahko skozi tole nalijemo noter vodo in gasimo baterijo. Gasimo? Ja, gasilci so izobraženi za to in lahko tukaj vbrizgajo vodo v baterijo in s tem jo zadušijo. Ker vedeti moramo, da litij, ki je noter, gori 36 ur, bo gorel. Pa tudi brez kisika, tudi če ga damo v bazen, bo še tlel. In edina možnost je, da baterija se umiri, ohladi, da jo hladimo z vodo. Ok, se pravi, kako pa se pravi ta stvar, če prvo razumemo, potem neko cev ven speljano? V bistvu, ker gasilci bi mogli biti opremljeni s svojo cevjo in tukaj s hidrantom jo zaliti baterijo. Aha, se pravi, to je že takrat, ko avtomobil že razrežejo škare in že takrat, ko gori. Ja, pa kako pridejo zraven? Ena luknja je v podu in to zalijejo, z baterijo zalijejo. Aha, luknja v podu je to? Ja. A to pa lahko tudi kje vidimo? Glejte, vidite, tukaj je mašilka, pride z notranje strani, prebijemo šilko in gre direktno voda v baterijo. In s tem jo utopimo. Ampak kako pride gasilec do tele odprtine? Čez vrata, gorej. Čez vrata gor? Gorej, pride v voznikov prostor in lahko to luknjo zbije, tako da potem gre voda direktno v baterijo. Zgori imaš luknjo? Ja, gorej mora iti. Zdaj so pa na točki, kjer podvozje in pa samonosna karoserija se srečata. Ja. Vidite tukaj, vse te kable 400 voltov so na podvozju, ko bojo šli skupaj, ne bojo več vidni. Se pravi, zdaj so točno na tistem mestu, kjer lahko pojasnijo, da šasija pa samonosna karoserija ni isto. Ne. Vsi moderni avtomobili imajo samonosno karoserijo. To pomeni, da ima večjo trdnost in se v bistvu na to samonosno karoserijo samo privijači podvozje. Sprašujem predvsem zaradi tega, ker zdaj v dobi elektromobilnosti pa velikokrat že govorimo o tem, da imamo v bistvu delan avtomobil, ki ima na nek način rolko, ki sama po sebi lahko vozi in ima spet gor. Se pravi, se na nek način spet vračamo. Vračamo se, v bistvu je, bom rekel, hibrid, zato ker baterija je že toliko velika, da sama po sebi mora doprinesti k trdnosti vozila. Prej rezervoar, ki je bil, ko smo ga videli, plastičen, pač ni mogel, baterija pa lahko. Že sama teža 200-300 kg, mora nekaj prinesti avtomobilu, ne pa samo nositi module. To je to, ne. Tukaj sklenemo tukaj okrog za avtomobilom, se pravi, baterija je ratala aktivna in vse tisti oranžni kabli, ki smo jih videli, so pod 400 volti. Vse je že zaščiteno, sedaj imamo tukaj okrog sklenjen, avto bi lahko funkcioniral. S tem, ko je on ustaknil tole. To je glavno stikalo. To je to stikalo, series plug mu rečemo. In s tem staknemo potem se pravi, to, ko je v bistvu gordov in ga zahaklal. Zahaklal, to je to. Ja. Na tem mestu je ta baterija postala problem za delavca ali ne? Problem ne. Oziroma varnost. Ta baterija je sedaj zbujena
vendar je zaščitena na način, da delavci do nje ne morejo več priti. Prej, ko smo videli prejšnje stadije, je bilo še vse odprto, vendar ni bila baterija aktivna. In čast imamo, da to zgodbo zaključimo tako, da temu električnemu Twingu življenje vdahnemo prav mi. V Novem mestu zagotovo pričakujejo, da se bo sčasoma oddelek za sestavo baterij moral povečati. Z novimi modeli Renault namreč še bolj rine v električno smer. In prvi novi Renault te nove električne dobe je novi Megane. Spoznajte ga z vašim naslednjim klikom.